Marko in Tomaž sta tu, lepo zdrav. Zdravo. Z nama pa tudi Luka in Sašo. Evo, Luka in Sašo. Sašo Avsenik. Yes. Luka Sešek. Tako je. No, evo, zdaj je bolj jasno. Kdo sta? Kdo, kak je Sašo pa Luka, ne? Kaj sta to za 1-2? Dobrodošla na totem radiju, dobrodošla v Mariboru, upam, da sta našla parking. Našla? Ja, radio smo hitreje našla kot parking. Ja, tak je. Tak je ponavadi, ja. Danes smo se tukaj zbrali, ker najprej je treba povedati, Sašo, 15 let ansambla, letos poteka baje. Res je? Tako so nama sporočili in 15 let je že kar lepo, ne? Ja, to zdaj v bistvu že veš, kako družina poje, nekako, kjeri so člani, pa kako gre to naprej, pa eksistence, pa preživetje, pa bla bla, ker imam isto vezo, danes praznujem z mojo ženo 13 let veze. Čestitke, bravo! Približno skupaj se to razvija in zdaj za obletnico je dobila komad Žena med tepe, a ne, to je pač autograf. Ampak Saša, to je resnična zgodba, ne? To je zelo resnična, ona je Štajerka in tako in je blizu doma. Aha, mislim, to je v bistvu resnična zgodba skoraj vsakega Slovenca, ne? Pa ti gre po vseh teh letih že ga na živce? Ne, jaz zmeraj Ansambel, ne žena. Eno in drugo, ne. Ansambel, ja, včasih je naporno, ne? V bistvu, kakor si narediš. Ne? Ja. V ansamblu moraš pač zmeraj se potruditi za vsako stvar, nič ni avtomatsko, nič ni brez truda, tako da, kakor se moraš za publiko boriti, ne moreš vsak dan jim samo golico špilati, pa misliti, da bo vse v redu, ampak rabiš nove skladbe, rabiš nov program, isto je za člani, rabijo projekte, vsebine in isto je doma v zakonu, ne moram zdaj vse, kar sem imel za pokazati, če pokazati je treba na kakšen izlet, na večerjo, kakšen koncert, doma se čas vzeti. Tako da vedno si treba dokazovati. Res je. Saša, povej, zdaj Luka lahko enako za tebe velja. Si od začetka že z njimi ali si malo kasneje prišel? Čist malo, 11 let kasneje. Ja, okay, dobro. Se pravi zdaj, kar si ti je, komaj začelo, ne, to raz, tako treba, ne, okay. Jaz sem slišal, da dobrih 10 let rabi človek prisoten na sceni, da se začnejo pokazati pravi rezultati. In si čakal, ne? Jaz sem čakal, ne, zakaj bi zdaj? Jaz sem čakal, da grem k enemu bendu, ki je že starejši od 10 let. Ja, evo, ti je prihranjen. Pa ti je uspela. Zdaj v teh 15 letih seveda ogromno koncertov se je nabralo, mene zanima, Luka, povej ti, kje je bilo zdaj, odkar si ti tu, najbolj čudno, če lahko rečem tako, ali pa najbolj posebna lokacija, ker sem bral, da ste marsikje že igrali, ne? Ne bi rekel, najbolj posebna lokacija, se spomnim zdaj le zanimivo, v enih avstrijskih gorah smo igrali, v bistvu tukaj malo čez mejo, dost mrzlo je bilo v objemu krav, kravjekov in lepih, čudovitih gora. Tam je recimo zelo v spominu, drugače pa vsi naši špili so posebni in imajo nek svoj čar. Lepo. Sašo? Meni je pa tako od vseh najbolj nepričakovano bilo, ko sem 15 let poslušal, da ta glasba pa počasi stagnira, pa to je za te starejše, se v bistvu vedno več mlade publike pridružuje, ta glasba je postala še bolj viralna, tudi na TikToku ima svoje poslušalstvo in bi izpostavil Woodstock the Blast Music, to je festival gor, kjer nisem nikoli mogel verjeti, da bojo na naše skladbe 30,000 glava množica poskakval in še recimo Štuk, da sem recimo tukaj v Mariboru na Štuku igral, tako da sem pač svojo punco takrat poznal, mojo zdajšnjo ženo. Nikoli si ne bi takrat mislil, da bomo polnoči lahko tam, ker Murke cveto igral in da bo cel diskač pel z nami. Tako da čudeži se dogajajo. Ja. To vedno deluje. Še posebej, če smo v Mariboru, ne? Tako, ja. Še posebej, če je kdo kaj prinesel, ne? Kot recimo? Ja, ne vem. Pač, ko se prinese. Gibanco pa to, ne? Tiska se ponavad prinese. Tako, ja. Zdaj, glede na to, da je 15. leto že, baje se obetajo tudi neki koncerti. Kje boste vi najbližje zdaj tu nam? Prav najbližje bo sigurno 21. decembra, to pridemo v Taborsko dvorano z našo zimsko pravico. Prvič delamo 2 taka večja koncerta, Tivoli pa Tabor. Sicer pa tisti, ki ne bojo do takrat mogli zdržati, ali pa če ne bojo kar dobili, je pa 16. juni pred vrati, grad Urberg. Lepo. Svetovno. To je blizu. Tudi blizu, ja. Skoro po času bi znalo biti bližje kot dvorana Tabor, ne? Skozi mesto, veš. Jaz pa za parkirišče inkluzive smo pa že tam. Tako. Evo, vidiš, danes tudi seveda sta prišla, ker smo že omenili prej novi komad Žena med tepe je naslov.
mislim, je kar brutalen naslov, no, če lahko tako rečem. Brutalno je življenje nasploh, ne? Res je. Vročen, v lepem in v negativnem smislu. Zdaj, ljudje smo tako naredili, da imamo takoj predsodek. In naša največja želja je, da prisluhnejo naši provokaciji in v bistvu spoznajo zgodbo, ki na koncu reče še premalo ga. Saša, moram, od vedno me zanima v bistvu, zdaj, ali je priimek tvoj neko breme, morda nek dodaten pritisk pri ustvarjanju glasbe, ker je le neka zapuščina. Ja, Mislim, rečemo, da je izziv. Ta priimek je izziv, ker zmeraj, ko ga vidim, sem vesel, ker vem, da nismo zapleteni v neke afere, v neke škandale, v stvar, ki bi polizirala ljudi na levo, desno, naprej, nazaj. Tako da, ko ga vidim, predvsem najprej pomislim na glasbo, na lepe vrednote, to so se pravi in družina in pač ta prijateljstvo, da se pač dobra volja širi. Ker nas ljudje vidijo, so zmeraj nekako z neko pozitivno emocijo med nami. In tako da edini izziv, ki ga imam, je, da ga ne bi zafural, ne? Se pravi, da bi bil kvaliteten, izviren, pa da ne bi šel ljudem na živce. Evo, to je največ. Mislim, da ti dobro uspeva, oziroma vam vsem. No? Ja. Pa težko je biti žalosten pri taki muziki, ki jo špilate, ne? Da nimate nekih žalostink. Žalosten je, če imaš dobro muziko, pa da nimaš poslušalcev. Recimo, tega smo se najbolj bali med korono, a ne? Kaj bo pa zdaj? In smo delali koncerte na prostem med pandemijo in še takrat v bistvu smo imeli nekako neko poslanstvo, kljub temu, da za nas sploh niso bili smešni cajti, se spet muzika rešila, da smo nekako se z ljudmi povezali preko spleta ali pa tudi potem s koncerti na distanci in spet pokazali, da kljub temu, da je vse bilo zelo, rečemo, bed, pa slabo, da smo se lahko razveselili nečesa. Ja. Kaj pa Luka ti, ne? Zdaj prid v taki ansambl s takim imenom, Ja, je kar kul, ne? seveda, da je kul in Kako je prišlo do tega, no, sploh? v bistvu Si jim hodil na vaje, trkat na vrata, jaz bi pel. Ja, Maši skoraj. sem ga srečal. Ja. Tako pa. Prvaši. No, tako. Tam sem litanije pel. Ne, skupen prijatelj je predlagal, Saša iskal novega pevca, sem jaz rekel, pač valjda ne bom šest, ja, to ni zame. In pol po parih vajah, v bistvu po prvi vaji z ansamblom, me je ta muzika začarala, sem rekel, ajde, gremo malo probat. Pa zdaj iz tega gremo malo probat, se je kar neka resna zgodba razvila in tako, kot prav Rudi Bučar, ne traja. Naj traja, ne? Super, ja, jaz želim enako. Za vaju pa imamo tudi eno mini presenečenje, namreč mi smo prvi radio in edini na svetu, ki imamo svojo zobno ščetko, imenuje se Tota Premium zobna ščetka VBO, tako da vam tu podarjam. Hudo, hvala lepa. Logo vse gor in sta lahko full cool doma, ne? Recimo svetovno priznano, tako da tu je eno darilo za nas, jaz se vam zahvaljujem, da sta prišla in seveda upam, da se kdaj v živo, ne? Tudi kje. Ne? Ja, junija na Vurberku. Juni smo rekli? 16. ne? 16. boste lahko 16. pogledali, če imam lepe bele zobe, če ščetka dela. Tako, če deluje, ne? Ali sta samo pospravila kam, ne? Pozdravite ostale člane, pa Luka, Še naprej. ne? Ti samo haraj. No, tako. Pozdrav sem Hvala Daččan. lepa. Ne? Ajde, Hvala za dobro voljo, nek glasbo Hvala odmeva lepa. še naprej po Mariboru. hvala lepa. Ajde.